Pozdravljeni, z vami sem Minka in danes govorimo o bolečinah v telesu. Se pravi, kaj nam sporočajo bolečine v telesu in kaj narediti takrat, ko se nekje naenkrat pojavi bolečina in ni nekega vzroka za to bolečino, kako to počistiti. Na koncu tega videa bomo naredili kratko meditacijo za čiščenje podzavestnih vzrokov za bolečino. Tako da zdaj na začetku vam bom pa razložila tehnične zadeve. Se pravi, gospo boli kar naprej na levi strani pod lopatico. Še preden gremo na to, bi rada dve informaciji dala, in sicer za Lastovo imam še nekaj prostih mest, to je za prvomajske praznike. Iščem pa enega moškega, zato ker imamo v eni sobi en simpatičen gospod, se je prijavil, moj dolgoletni znanec iz Škofje Loke, in rabimo še enega moškega, ki bi bil z njim v sobi. Tako da, če tole posluša pač moški, ki bi šel sam na potovanje, to je duhovno potovanje za prvomajske praznike, 5 dni, 4 noči, na Lastovem. V glavnem, vem, da bo lepo, tako kot vsaka moja potovanja. Če vas pokliče, nekaj prostih mest imam še, pa niso samo ženske, da ne boste mislili, so ženske, so pari in en moški, ki je samski. Tako da ne morem ga dati v isto sobo skupaj žensko, zato pač iščem enega pogumnega moškega, ki bi šel z nami na za prvomajske praznike na Lastovo. Več v povezavi spodaj. No, naslednja zadeva pa, v glavnem včeraj smo imeli seminar, celodnevni seminar, čiščenje čustvene prtljage glede partnerskih odnosov. Pač meni je bilo super in tudi povratne informacije takoj so bile res pač dobre. Lepo je bilo, lepo preživeta nedelja, ne vem, tako lepa skupina, tako da vsem tistim, ki ste bili, res hvala za soustvarjanje tega čudovitega dneva. Za vse tiste pa, ki čutite, da rabite majčkeno pomoči pri čiščenju svojih podzavestnih vzorcev, tudi pri prepoznavanju, pa dobrodošli v spletni program. Tako da to zdaj čisto na novo organiziram. Tako enkrat na teden se družimo preko Zooma in za to skupino, to bo v bistvu tako kot neko članstvo, bom organizirala tudi večkrat kakšne delavnice, piknike in tako naprej, zaradi tega, ker je to že, pač seveda povabljeni vsi tisti, ki ste že z mano bližje v kakšnem tečaju, predvsem pa za vse tiste, ki čutite, da rabite pri svojem napredku neko pomoč, neko konstanto, pa da imate posnetke, da ni, da kar zbežijo te meditacije stran. In še to sem se odločila, vsi tisti, ki boste člani te moje skupnosti, boste seveda imeli dostop do vseh posnetkov, vseh meditacij. Zdaj jih je nastalo že preko, mislim, da skoraj 100 meditacij, se pravi, jih lahko uporabljate kolikor želite. Poleg tega pa enkrat na teden si vzamete čas, takrat bomo neko temo predelali, tisto, kar se tisti teden odpre, in poleg tega bomo delali direktno meditacijo. No, zdaj pa gremo na današnjo temo, in sicer, kaj narediti z bolečinami, ki se selijo lahko po telesu, ali pa se kar naenkrat pojavi bolečina in nam telo želi sporočiti, pač neka zataknjena energija je, kaj zdaj s tem narediti. Sploh zadnje na hrbtu. Hrbet je povezan z zapisi preteklih življenj. Se pravi, tle sem se obesil, zapisi preteklih življenj, naših preteklih življenj in zapisi naših prednikov. Predvsem naši predniki po očetovi liniji je vse obešeno na korensko čakro. Korenska čakra je pa povezana s trtico. Se pravi, trtica, križ, bolečine v kolkih, to so karmične lekcije, ki jih mi predelujemo. Sploh recimo zdaj nam reka prav kolki, da so povezani direktno z družinskim deblom, lahko so. Kolki so pa še večkrat povezani z našo karmično lekcijo. Pa vam povem primer, ta zadnji, ki mi je ostal v možganih. Gospa me je spraševala, zakaj jo boli na levi strani v kolku in zadnje čase vedno bolj. Ni da šepa, kako se reče,
Sej šepa je pravilno po slovensko, ne? Se pravi, ni da šepa, ampak jo boli, koliko jo boli. In prva misel, ki je šla skozi mene, sem rekla, to je energija posilstva. In v tistem rekla, veš, vem. Ni vedno, da občutim, da bi imela spolni odnos s svojim možem, ampak občutim pod prisilo in ni mi všeč. Glejte, to pomeni, da je to karmična lekcija, ki jo duša predeluje skozi določen odnos, da v tem življenju se postavimo v svojo moč. Recimo, zdaj pa če grem na to vprašanje, ki sem ga dobila, bolečina na zadnji strani pod levo lopatico je pa povezana z nožem v srce. Kdo ti je zaril nož v srce? In ta zaril nož v srce, 100% ga imaš v tem življenju, ni nekdo iz ne vem kje, v tem življenju, v nekem odnosu, imaš občutek, kot da si dobila nož v srce, od ozadej. Zdaj, v bistvu tisto, kar se mi pokaže pred očmi, je nekdo, ki te objema in od zadaj. Tako da, kaj nas učijo take lekcije? Prva zadeva, odpuščanja. Odpuščanja sebi, drugim. Recimo včeraj, ko smo delali meditacijo za odpuščanje, tako močne so te meditacije, vedno tečejo solze. Vedno. Zato, ker solze so avtopralnica za dušo. In enostavno se sproži neka energija, ta zastala energija, to sem vam itak že kazala, ta balonček energije v tem našem energijskem polju, in ko poči ta energijski balonček, solze očistijo to bolečino in bolečina izgine. Tako močne so te meditacije in sem se odločila, da v okviru mojega kanala, da nekaj vam bom seveda, z veseljem vam pomagam, tudi brezplačno, z veseljem vam dajem, ne vem, orodja, da lahko sami delate napredke. Ne vem, lahko vzamete knjigo v roke, recimo, ko imajo čakre žur, in tukaj čisto na začetku, če vas bolijo kolena, preverite z mišičnim testom. Do sebe imam pretirano kritičnost. Bolečine v kolenih so povezane s sovraštvom do duše človeka. Sramujem se svojega telesa, sovražim cerkev, sovražim moške, sovražim duhovnike, sovražim ženske, sovražim avtoriteto. To preverimo z mišičnim testom. In druga zadeva, bolečina kolena me opozarja, da je bilo dovolj klečeplazenja. In zdaj pa, kjer te koleno boli? Mene je leta in leta bolelo desno koleno. Leta in leta. In sem rekla, jaz imam revmo. Jaz imam v desnem kolenu revmo. Je izginila. Pa ne zaradi tega, ker sem, ne vem, nekaj drugače delala v življenju, ampak sem ozavestila, odkot ta bolečina. Desno koleno je povezano z moško energijo, z očetom. Se pravi, nekaj, kar je povezano tudi z moško energijo v meni. In to pomeni, da sem se mogla postaviti v svojo moč. Dovolj je bilo klečeplazenja, dovolj je bilo prosjačenja za ljubezen. To pomeni tudi, da sem se postavila v ljubečo žensko energijo, ker pomeni, če jaz grem pa zdaj iz tega klečeplazenja v agresivno moško energijo, nisem nič naredila. Pomeni, da pa pol grem na juriš, me bo pa začel boleti, ne vem, tukaj komolc pa krpalni kanal bom dobila vnet, pa komolc se mi bo vnel, pa zapestje bom imela trdo, pa rama bo postala trda, ker bom preveč na juriš. Ne grejo na ta način zadeve, Gre za to, da vnesem v svoje energijsko polje mir, ljubezen, sočutje, da odpustim. In ko to zmorem narediti, enostavno se energijske blokade raztopijo. Recimo, zdaj, če gledamo naprej. Kogar bolijo gležnji, pomeni, da je tak človek pozabil nase. V srcu ima prepričanje, da si ne zasluži užitka. Mogoče si z delom zapolnjuje cel dan.
za svoje življenje in potrebe vedno zmanjka časa. Ko si nekdo kar naprej poškoduje gleženj, in zdaj, če je desni gleženj je povezan z očetovo energijo, levi gleženj povezan z mamino energijo, to pomeni, da je obtičal, da ne zmore narediti koraka naprej, in to pomeni, da je preobremenjen s skrbjo glede preživetja. In potem preverite z mišičnim testom, vedno sem na zadnjem mestu, da ne boste mislili, odkje to jemljem. Napisala sem to v knjigi, ko imajo čakre žur. Za vse sem sama, Boga jaz, za ljubezen se moram truditi, vedno, ko si kaj privoščim zase, občutim krivdo. In vedno, ko si nekaj privoščim sebe, se moram kaznovati. Bolečina v gležnju me opozarja, da je čas, da si snamem okove. In zdaj se seveda vprašajte, na katerem področju ste si nadeli okove oziroma imate okove. In ko občutite, vam raje povem zgodbo iz mojega življenja. Ko sem jaz čistila, v enem obdobju sem imela občutek, kot da imam okove tukaj, zapestja, ravno tako gležnje. In ko so se te energije aktivirale, naenkrat me je začelo tako boleti. Prav občutila sem okove. In sem jaz to začela z meditacijo, čistiti, zdravilna molitev dekodiranja, bomo mogoče prav danes naredili to za čiščenje okovov. Prav. Se je zgodilo, da sem občutila grozno bolečino tukaj in ta okov mi je šel na prstanec. In po parih ponovitvah mi je ta energija enostavno izzvenela. Zginila. Enostavno izginila tako, kot je prišla, se je razblinila. In to pomeni, ko vi delate zdravilno molitev dekodiranja, s tem vnašate energijo, svetlobe, čiščenja, energijsko telo in enostavno, ko se ta zastala energija sčisti, vi enostavno zgubite bolečino. Tako, razblini se. Preden bomo šli na meditacijo, bomo še par kart sporočili o prehodu na novo dobo, za vse tiste, ki imate neko bolečino v telesu, ali pa ko se vam kar naprej ponavlja neka kronična bolečina, ali pa se vam dogaja, da imate neko poškodbo, ki noče se zaceliti, kaj v takem primeru narediti? No, dajmo, poglejmo. Za vas, za tebe, svetla dušica, ki tole gledaš, kaj je zate ta trenutek pomembno, da slišiš, da ozavestiš, kaj je tisto, kar ti stvarstvo ta trenutek sporoča. Tebi pripada sreča. Naslednji korak. Zasluži si obilje vsega dobrega. Lahko narediš samo en korak naenkrat. In to je dovolj. Se pravi, ne potrebuješ prehitevanja. In to je dovolj. Zaupaj. Vse, kar mora priti v tvoje življenje, prihaja samo in lahkotno. Dovoljuj, da se v tvojem življenju zgodijo čudeži. Dovoljuj, da ti življenje prinese nove dogodivščine, nove ljudi, da ti pokaže tisto, prosim za zavedanje, povezano tudi s tem, kje me zadržuje, kje je tisti moj hakelček, ki me zadržuje, da ne morem iti naprej. In je tudi to v redu. Recimo, jaz zadnje cajte srečujem toliko čudnih ljudi, ki mi kažejo, kako postaviti jasno meje. Take zanimive. Ne enega, ducat takih. In točno vem, kje je moja šola, kaj se moram naučiti. Jasno takoj postaviti meje, skomunicirati, povedati, postaviti se v svojo moč. Ne pomaga v življenju biti samo prijazen, samo tiho. Se veste, jaz sem tiste, ki smo bile ženske, vzgojene na to, bodi tiho, potrpi, vse je v redu, mogoče se zdaj učimo postavljati v svojo moč. Zanimivo. Igrivost je še zadnjič ostala karta med telimi mojimi kartami, da vidimo naslednja. Čiščenje. Vse, kar mi ne služi več, naj odide na miren
in ljubeč način. Svobodna sem. Slika Triglava, tale ženska deluje kot nek transvestit, niti malo ni ženstvena, se pravi, ta odločna ženska energija, ko včasih treba udariti po mizi, pa reči, zdaj pa tako. In ja, vem, tista ženska, ki je močno prijazna, tega ne zna, a ne? Zna samo to, da potlači, še bolj potlači in ko ji poči film, eksplodira. Ni to. Postaviti se v svojo moč pomeni, da si jasno v stiku s svojimi čustvi in rečeš, v tem odnosu občutim to in to. In ko je čas, skomuniciraš. Poveš, ko se je zgodilo to in to, jaz občutim to in to. Se pravi, ne ti si meni naredil, rekla to in to, ampak jaz se počutim na ta in ta način. No, gremo naprej. Tema, kakšne prihajajo ven. Kaj se skriva v nezavednih, temnih delih mene? Prosim za zavedanje. Zanimivo. Očitno je čas tak, da se počistijo določene zadeve, očitno je energija taka, da nič več tega stvarstvo ne podpira. Voda, prečisti me. Ogenj, predajam ti svojo bolečino. Zrak, napolni me z novo energijo. Zemlja, poveži me s sabo z izvorom. Sprejemam vse svoje odločitve. V danem trenutku sem delala najbolje, kar sem znala in zmogla. Tudi drugi ljudje delajo najbolje, kar znajo in zmorejo. Odpuščam sebi in odpuščam drugim. Oziroma, pripravljena sem odpustiti sebi in pripravljena sem odpustiti drugim. No, da vidimo, še eno. Se pravi, čiščenje temnih delov, čiščenje temnih vzorcev. Čas je, da enostavno damo svetlobo v te predele. In kam gre tvoja pozornost? Tja, kjer si želiš, da se nekaj zgodi, ali tja, kjer se nič ne dogaja. Vidim mir, vidim ljubezen, vidim srečo, vidim vse, kar si resnično želim. In ja, skozi to bomo pa zdaj naredili meditacijo. Kam gre ta trenutek tvoja pozornost? Vse, kar delam in razmišljam, vse čemur namenjam svojo pozornost, se veča. Zavedam se, da je pozornost usmerjena energija, zato svojo pozornost usmerjam v napredek in harmonične odnose. Vse, česar si želim več, blagoslavljam in vse, kar naj odide, blagoslavljam. Pa vas bom zdaj kar prosila, da zamižite, spustite roke, se zravnano usedete in v mislih ali na glas ponavljajte za mano. Na pomoč kličem vse svetle sile. Stvarnik, če je v skladu z Božjimi zakoni ljubezni, naj se iz mojega energijskega polja sčistijo vse zavedne in nezavedne kode moje duše, ki so na kakršenkoli način povezane s potrebo, da spet in spet premlevam boleče spomine. Naj se ta potreba po premlevanju bolečih spominov odstrani iz mojega energijskega polja v vseh smerih časa in prostora, da bom zmogla svojo pozornost usmerjati v napredek, ljubezen, harmonične odnose, da bom zmogla svojim notranjim očesom videti to, kar si želim, kar mi pripada. In ta trenutek si pred oči kličem sliko miru. Vidim mir. Ta trenutek pokličite pred oči sliko miru. Vidim mir. In vdihnite ta mir v sebe. Naj gre v nadledvični žlezi in v ledvica
sedaj ta mir gre po krvi vsako celico vašega telesa. Ta občutek miru. Sedaj vidim srečo in dovolite, da vaši možgani najdejo sliko sreče. Čutite to srečo, čutite in vdihnite to srečo v sebe in jo namestite v svoje srce. Ta občutek sreče sedaj srce črpa vsako celico vašega telesa. Po krvi vam teče sreča. Čutite to srečo? Sedaj vidim ljubezen. Vidim ljubezen in sedaj naj vaš najde sliko ljubezni. Čutite to ljubezen? Čutite to radost? In to ljubezen vdihnite v sebe in jo namestite na srčno čakro. Občutite, kako se povečuje energija srčne čakre. Ta občutek ljubljenosti teče po celem telesu vašega obstoja, teče po vas. Čutite ta blažen občutek ljubezni. Sedaj dajte roke na prsa in se zahvalite stvarniku za vso podporo, za vso lepo energijo, s katero ste obkroženi. Ohranjajte to stanje v sebi. Spustite roke, odprite oči in nadaljujte svoj dan. Vse je v redu, ker ste popolnoma varni in zaščiteni. Čutim, da bom enkrat na teden, ko bom snemala posnetke, vsak takle posnetek zaključila s takole meditacijo. V okviru mojih tečajev delamo 2-3 meditacije, sicer daljše, z vdihom, izdihom, kreiranjem vsega dobrega, ampak za vse tiste, ki gledate videe, ki ste tukaj z menoj, za hvalo, za podporo, za vse, a veste, v bistvu to je energija, z veseljem delim takele meditacije z vami in bomo videli, kam bomo prišli. Tako čutim in čutim, da na ta način bom mnogim pomagala, da bojo dnevi tekli bolj mirno. Tako da uživajte, vse dobro in ne pozabite, da ste ljubljeni otrok stvarstva. Da stvarnik ima darila za vas, ampak ta darila so tako, kot da bi bila recimo v 5. nadstropju, vi svojo vibracijo morate priti v 5. nadstropje. Če ste v 1. nadstropju ali pa celo v kleti, celi raztreščeni, vi do tega ne morete priti. Se pravi, dvigniti treba svojo vibracijo in s to svojo vibracijo boste prišli tja, kjer vaša želja obstaja. Tako da uživajte, vse dobro. Tako čutim, naj vas pri vašem delu, pri vašem obstoju
spremlja Božji blagoslov, ker potem je vse lažje. Uživajte.